Lep dober večer in dobrodošli znova v moji družbi na ETV. Danes bomo govorili o mesecu avgustu. Izjemoma ne bo numeroskopa, ker sicer teh 15 minut tako zelo hitro mine, da samo drvimo skozi. Če vas zanima, kaj tale teden prinaša, vabljeni na www.lili-forum.com, tam je numeroskop že objavljen. Mi pa bomo pogledali, kaj prinaša 8. mesec in pričeli bomo ravno s številom 8. Število 8 je zelo močno število. Simbolizira tako zgoraj, tako spodaj. Povezujemo ga z zakonom privlačnosti, z manifestacijo, z odločnostjo, samozavestjo. Torej vse to so stvari, ki se bodo od nas v mesecu avgustu pričakovale. Da smo lahko odločni, pa pomeni, da se moramo najprej odločiti, koga ali česa si želimo. Kaj je tisto, zaradi česar bi pa zjutraj, tako kot otrok, skočili iz postelje ven in bili navdušeni nad svojim življenjem? Kdaj ste bili, dragi moji, nazadnje navdušeni sami nad seboj? Kdaj ste se potrepljali po rami, ste se pohvalili, ste bili veseli, da ste točno takšni, kot ste? In kaj je bilo tisto, ki je ta občutek povzročilo? Običajno sami nad sabo nismo tako zelo hudo navdušeni, kot smo nad drugimi. Lahko smo na frišne zaljubljeni, takrat smo čisto navdušeni. Zato vas bom vprašala tudi, katere osebe v vašem življenju prebujajo ta občutek navdušenja, zagona, navdiha, tega, da vse zmorete. Kdo so tisti ljudje v vašem življenju, ki vas polnijo z močjo, ki vas polnijo z energijo, z zaupanjem vase? In kaj pravzaprav je tisto, kar vam dajejo? In ali si to lahko date sami? Koga pa vi polnite? Koga pa vi bodrite? V koga vi verjamete? Kdo je tisti, za kogar menite, da je nepremagljiv? Superman, superwoman, superjunaki. Vse je tako super. Pa vsi smo na koncu dneva le ljudje. Vsi smo kdaj utrujeni, vsi smo kdaj žalostni, vsi smo kdaj tečni, vsi smo kdaj slabe volje, vsi imamo boljše in slabše dneve. In ko gledamo Supermana, ki morda blesti v nevarnih situacijah, a se vi spomnite? Jaz mislim, da v vseh tistih nadaljevankah in filmih, ko pa je prišlo do dam, v kateri je bil zaljubljen, ni bil tako zelo pogumen, je bil bolj kot nesramežljiv. Vsi imamo plati v življenju, v katerih smo močnejši, smo bolj samozavestni, bolj odločni, bolj definirani v tem, česa si želimo, zakaj si želimo, kako bomo to dosegli. In seveda so tudi področja življenja, v katerih pa nismo tako prepričani, smo pa manj samozavestni, smo plašni. In seveda obstajajo tudi področja življenja, za katere nam je bolj ali malo vseeno, ker nam ni tako zelo mar, ali smo uspešni ali ne. Zelo dobrodošlo je, da sami pri sebi veste, kaj je tisto, kar v resnici je vaša prioriteta in ne pričakovanje okolja, pričakovanje vaših staršev. Ne nazadnje tudi ne vaše zastarelo pričakovanje. Torej, v letu 2021, ko se rušijo stereotipi, ko se mi spreminjamo, ko se je cel svet spremenil v zadnjih 2 letih, ko je toliko nekega nihanja, več spontane energije, več drzne energije, ko je tudi več potrebe po svobodi, po razvoju, po spremembi, kaj mislite, da se bo dogajalo v mesecu avgustu, če ne ravno to? Potreba po spremembi, ki bo prinesla tisto pogrešano odločnost, samozavest nazaj vam. V vsej tej izbiri, v vsej tej obilici v življenju, v vsem temu, kar se dogaja lansko leto, letošnje leto, vse to, kar nekako buta v nas, v vsem tem paleti, barv, odtenkov, izbire, je zelo pomembno, da znamo najti sebe, da znamo prepoznati, kaj je tisto, kar so naše želje in kaj morda niso več naše želje. Torej, nič hudega ni, če ste nečesa želeli še 2-3 leta nazaj, zdaj pa ste ugotovili, da to več ni pomembno. Nič hudega ni, če ste ugotovili, da ste se spremenili. Pomembno je, da ste sami sebi zvesti. Torej, v mesecu avgustu bo veliko situacij, v katerih bo ravno veliko vsega. Kako sem se dobro izrazila zdajle? Torej, veliko bo možnosti, priložnosti, drugačnega načina razmišljanja, drugačnega načina tudi odzivanja. Torej, v tem času sebe sprašujte, kaj je tisto, kar vas osrečuje, kateri odtenek izmed vseh teh barv, ki se prelivajo, tako kot se zdajle prelivajo za menoj, kateri izmed teh odtenkov je vaš odtenek? Nepričakovanje vaših staršev?
ne pričakovanje od družbe, ne vaših pričakovanj od nekoč, nekdaj, nazaj, ne pričakovanj vašega partnerja, ne to, kar vi menite, da morda vaši otroci od vas želijo, torej samo vi ste pomembni v tem času. Gradite sebe. Število 8 vedno simbolizira našo tako duhovno, kot pa tudi materialno bistvo, se pravi, kaj so vaše sanje, kaj je tisto, kar vas notranje izpolnjuje, kaj je tisto, kar vas osrečuje in kaj je tisto, kar vas prizemljuje. Včasih potrebujemo, da nas življenje malo zaušesa, včasih potrebujemo neko streznitev. Jaz pravim, vsi tisti, ki zelo radi bežijo sami pred seboj in se tako zapletajo v milijon projektov, v milijon aktivnosti, ne govorim, če nas to veseli, ne govorim o tem, kadar nas to izpolnjuje. Govorimo izključno o tistih primerih, ko imamo ziljon nekih obveznosti in izgovorov, zakaj se ne moremo soočiti sami s seboj. Kaj se zgodi? Življenje nam vedno postavi neko steno, v katero se zaletimo tako močno, da potem sami sebe končno srečamo. Torej, kjerkoli boste imeli občutek v mesecu avgustu, da butate z glavo v steno, morda vam pa želi življenje povedati, da se ustavite, zadihajte in nehajte cepetati na mestu. Ne biti tako kot tisti hrček v kolesu, ki v bistvu nikamor ne pride. Včasih smo zelo aktivni, veliko počnemo, smo skozi v pogonu, skozi aktivni, skozi nekaj dajemo, delamo, ampak rezultatov ni. Morda pa nekje v življenju ste na takem podobnem koleščku. Morda pa nekje v življenju ste ujeti v nek vedno ponavljajoči se krog. Avgusta bo to veliko bolj očitno kot sicer. Zato naj vaša reakcija ne bo jeza, naj ne bo nepotrpežljivost, ampak pravzaprav vprašanje, česa si vi želite. Julij je bil mesec notranjega otroka, našega otroka, nas, naših želja, naših sanj. Poglejte si našo oddajo o Juliju, če jo še niste, pa malo ponovite, pa malo pogledajte nazaj svoj Julij, katere sanje, katera hrepenenja, kaj se je ponovno prebudilo v vas. Naslednji korak pa je, da to zdaj nekako spravimo v plan, da to prizemljimo, da prepoznamo, kaj je tisto, česa si želimo in to spremenimo iz želja v cilje. Energija je zelo drugačna. Če si jaz nečesa želim, ni nujno, da si bom to uresničila. Če pa si nekaj zadam kot cilj, pa je energija veliko bolj odločna, ker sem se za to odločila. Kaj pa pravzaprav pomeni beseda odločiti se? Ločiti se od ostalih možnosti. Torej, ko pridem v restavracijo in naročim pico, sem se odločila za pico in sem pustila vse ostale možnosti. Se pravi, ne bom zraven še glavne jedi, ampak bom pico in bo to moja glavna jed. V življenju je pa isto. Kolikokrat se je zgodilo, da ko smo se nekaj res odločili, ko smo res rekli, ok, zdaj pa to hočem. Zato se bom potrudil ali potrudila. So se stvari kar zložile. Velikokrat se je zgodilo, da so se stvari kar zložile. In avgusta bo podobno. Tisto, kar vam je namenjeno, tisto, kar vas gradi, tisto, kar vam daje občutek varnosti, poznanosti, vas, se bo kar na nek način zložilo. To ne pomeni, da bo poštar potrkal, pa vam bo prinesel pred vrata idealnega partnerja ali pa nov dom, pa tako naprej. To pomeni, da boste vi mirni. Se pravi, preko tega veselja, ki smo se ga dotaknili na začetku, preko tiste radosti, navdušenosti, prepoznavajte, kaj je tisto, česa si želite, kaj vas osrečuje in potem v temu, znotraj tega, iščite mir. Mesec avgust nam prinaša sporočilo umirjenosti, miru, stabilnosti, zanesljivosti. Kasneje, september in oktober boste zelo podivjana meseca, boste veliko bolj dinamična, boste veliko bolj razmontirana. Torej, zdaj v mesecu avgustu prepoznavajmo sebe preko občutka miru. In si malo spočimo, ker potem 2 meseca ne bo več miru. Torej, dragi moji, zdaj bomo pa naredili pregled meseca avgusta po številu življenjske poti od 1 do 9. Najprej pa ponovimo, kako število življenjske poti izračunamo. Se pravi, formula za izračun je, seštevate toliko časa svoj rojstni datum, da pridete do ene same cifre. Lahko si pomagate s prsti, jaz pa verjamem, da takole, ko smo skupaj vsak ponedeljek, do zdaj to že znate. In enke. Energija meseca avgusta bo za vas zelo energijska, ne pa biti zaletavi. Torej, za vas še posebej pomeni, da sledite svojemu občutku miru. Sledite svojemu občutku umirjenosti, avtohtonosti sebe.
Mogoče boste malo trmasti, mogoče se vam bo malo težje dopovedalo kakšne stvari, torej malček sočustvujem z vašo okolico in s tistimi, ki vam bodo nasprotovali. V življenju pa je velikokrat tako, tam, kjer res vztrajamo, to so tiste stvari, ki so nam res pomembne. Torej, v prvi vrsti poslušajte sebe, nato pa skomunicirajte svoji okolici, kaj so vaše želje in predvsem tisto, v čemer ste si premislili, torej kaj je pa zdaj novega pri vas, kateri novi gradniki so se vam pridružili. Torej, drage enke, pred vami je energičen mesec, dinamičen mesec, težko boste pri miru, saj ste itak takšni, da ste težko pri miru, iščite umirjeno pot do svojega cilja in pejte po korakih, nič preskakovati čez stopnice, okej? In dvojke, torej tisti, ki imate seštevek rojstnega datuma 2, neka nova odločnost se bo prebudila v vas. Prav je, da prisluhnete sebi, kaj je tisto, kar vas polni s pogumom in z občutkom, da boste zmogli. Ne samo umirjenostjo, ne samo varnostjo, kajti vse vemo, lahko se zapremo v omaro, se skrijemo in se počutimo zelo varni. Ampak tako nismo rešili ničesar. Torej, kaj so tiste stvari, v katerih se pa končno počutite kompetentni, zmožni? Kaj je tisto, kamor vas trenutno kliče? Predvsem na področju odnosov in komunikacije bo to vidno. Možno je po eni strani, da boste malo bolj zadržani, možno je po drugi strani, da določeni pogovori vas sploh več ne bodo zanimali, morda vam sploh več ne bo tako zelo pomembno, da bi sploh izrazili svojo voljo, svojo željo, ali pa ravno obratno, smo v letu nasprotju, tudi vedno gre lahko v en ali v drug ekstrem, boste bolj odločno tistim ljudem, ki se jih sicer bojite ali ki so sicer nekako na položaju avtoritete ali višje, večje moči od vas, povedali svoje. Predvsem v drugi polovici avgusta bo energija podpirala to, da izrazite sebe, kadar se ne strinjate s sogovornikom, kar za vas je včasih kar majčken izziva. Ste zelo, zelo vljudni, zelo potrpežljivi in včasih tudi preveč, predolgo časa tolerantni in potrpežljivi. Podobno velja tudi za število življenjske poti 3, torej pred vami je mesec, v katerem boste imeli ful idej. Poglejte, trojka je v bistvu polovica osmice. Torej, katere ideje se zdaj porajajo? Katere ideje so zdaj tiste, ki so nove, drugačne, pa vendarle zelo vaše? Če greste nazaj malo v svoje otroštvo, kaj je tisto, česar ste si želeli, kaj je tisto, po čemer ste hrepeneli in kaj si lahko danes od tega podarite, kaj od tega morda si sploh več ne želite, predvsem pa sledite tistim idejam, ki so nenavadne, ki so morda, ne bom rekla tega, ne nevarne, ampak absolutno nevsakdanje. Kaj je tisto, kar vas v tem trenutku definira kot drugačne od okolice? Ne govorim o uporništvu, govorim o vaši lastni ustvarjalnosti. Ste bitje kreativnosti, ste nekdo, ki rabi sebe izražati, ste umetniško navdahnjeni. Verjamem, da zadnji 2 leti, predvsem lansko leto, je bil pritisk ravno na teh področjih. Težje je bilo biti, kdor ste, težje je biti igrivi, težje je biti morda prepričani, da bo še vse v redu. Avgusta pojdite točno v to energijo. Zaupajte, da če tudi morda zdajle v tem hipu še ni vse čist kul, bo. Torej, drage trojke, kreativno v mesec avgust. Kreativno, s polno paro, z veliko domišljije in poslušajte tiste najbolj prismuknjene ideje. Število življenjske poti 4. No, za vas pa bi se lahko pojavili razni dvomi in strahovi, za katere ste menili, da ste jih že presegli, predvsem pa so po vsej verjetnosti povezani z vašimi predniki ali okoljem, v katerem živite. Torej, če imate občutek, da nečesa ne zmorete ali da nekaj ni prav, če se pojavijo občutki krivde, mogoče tudi občutki, da vi pa res niste za to, ne se vi bi, ampak niste za to. Se dajte vprašati, ali so to vaše misli, vaša prepričanja, vaše mnenje. A se vam to sam zdi? V bistvu, kateri dokazi podpirajo to tezo? Kako bi zdaj vi, če bi bili znanstvenik, dokazali, da imate prav? Kajti v temu ste dobri. Dobri ste v temu, da greste v diskusijo, zakaj je nekaj prav in zakaj je nečemu tako. Zelo dobri ste z definicijami. Uporabite to v svoj prid avgusta. Zdefinirajte tisto, kar vas osrečuje, kar je za vas zdravo, kar je za vas prav, kar je tisto, kar v vas krepi občutek varnosti in odluščite stran od sebe vse, kar za vas ni dobro, brez občutka krivde. Tako bom rekla, če bi vsak dan popili malo strupa, sigurno se ne bi počutili krivi, če bi nekoč pogruntali, to pa je strupeno, zdaj pa tega ne bom pil več. Mnogokrat v življenju
šele kasneje opazimo toksičnost ali odnosov, ali morda hrane, ali navade, ali načine razmišljanja, zelo se bodo te stvari kristalizirale v vašem življenju, torej brez občutka krivde, odluščite stran vse, kar za vas ni prav. In število življenjske poti 5, tudi pred vami je dinamičen avgust. Ste bitje akcije, dinamike, svobode, torej tale osmica vam bo pomagala pri tem, da premikate svoje meje. Kar ne pomeni, da se boste preselili v tujino, pomeni pa, da boste določene stvari, ki jih povezujemo z eksotiko, morda nekako lažje integrirali v svoje življenje. Torej, bodite čim bolj odprti sebi. Vi ste bitje radosti, znate slediti radosti, znate resnično uživati v življenju. Ste tukaj zato, da svojo okolico opomnite, da življenje naj bi bilo polno strasti, naj bi bilo polno spontanosti, iskrice. Torej, avgusta bo to malo lažje. In še vedno bo nekako v mejah varnosti. Torej, ta adrenalin, ki vas včasih tako zelo privlači, v tem času ne bo tako zelo škodljiv, kot bi lahko bil sicer. Vas bi opozorila, da septembra pazite na impulzivnost, torej zdajle avgusta si dovolite vsaj razmišljati čim bolj predrzno, pa potem izberite, kaj je tisto, kar boste predrzno tudi storili. Obenem razmislite, koga boste s tem inspirirali, kajti verjamem, da marsikdaj se tega ne zavedate. Marsikdaj ta majhen upornik v vas se ne zaveda, koliko ljudi nekako s svojim zgledom premami, predrami, zdrami iz njihove cone udobja. Torej, na nek način boste nekomu pomagali ven iz lastnih okvirjev, za vas pa je pomembno, da ne greste prehitro iz svojih. Število življenjske poti 6. V avgustu se boste lažje postavili za sebe, lažje boste vse to, kar ste zdefinirani v mesecu juliju, izoblikovali v smiselne, kratke in obenem odločne stavke. Včasih komunicirate preko čustev. Če imate na drugi strani osebo, ki isto komunicira preko čustev, občutkov, intuicije, potem je super. Če imate pa na drugi strani zelo racionalno osebo, ki morda razume samo malo bolj grobo besedo, osebo, ki od čustev razume morda samo strah in pa jezo, je pa seveda težje komunicirati. Torej, avgusta je možno, da se bo kakšna taka situacija pojavila. Saj veste, vsako oddajo povem, da se učite ljubezni do sebe, da se učite postaviti zase, da so to lekcije, ki so z vami celotno življenje in tudi letošnje leto ni razlika, avgust pa še najmanj, kajti osmica simbolizira ravno opolnomočenje, samozavest in moč. Torej, že zdavnaj jaz mislim, drage moje šestice, da ste dovolj močne, da se postavite zase. Edini problem, ki ga tukaj vidim, pa je to, da se vam morda na drugi strani oseba smili, da ne želite nekoga prizadeti, tako kot ste bili nekoč prizadeti vi. Torej, v svoji komunikaciji boste tako umirjeni, boste odločni, ne boste napadalni, ne boste žaljivi, ne boste vulgarni in s tem se bo možnost, da bi osebo na drugi strani prizadeli, seveda zmanjšala. Torej, avgusta prisluhnite vsem tistim drobnim glaskom znotraj vas, ki vam govorijo, da zdaj pa je resnično dovolj in zdaj je končno prišel čas za to, da boste tudi vi povedali svoje mnenje, se postavili zase in tako, kot smo rekli v uvodu, se odločili za tisto, kar je za vas dobro, ljubeče, razumevajoče in tisto, kar se v vas prebuja kot občutek doma, domačnosti. In število življenjske poti 7. Julija je bilo verjetno kar nekaj trenutkov, v katerih je kar malo delalo okoli vašega uma, okoli vašega razuma. Avgusta bo zdaj energija rekla, hopci fizel, pridi pa to zdaj spravi v prakso. Se pravi, najprej je bila teorija, zdaj pa praksa. Kaj je tisto, kar resnično potrebuje spremembo? Kje rabite biti bolj avtohtoni vi? Ste nekdo, ki zelo močno živi sebe. Ampak včasih v odnosih, v interakciji, v širši družbi, da rečemo v človeštvu, v celotni shemi, niste glasni, niste impozantni, kljub temu, da ste močni. Torej, avgusta bodo same situacije, okoliščine, pogovori, delčki pogovorov, ki jih boste morda slišali od drugih, same situacije vas bodo v tem spodbujale. Se pravi, povedati, kaj mislite, pomagati okolici dvigniti njihov nivo, njihovo kvaliteto, tako kot to vedno počnete sami pri sebi. Ste oseba, ki se zelo rada uči, ampak saj vemo, če učenja ne apliciramo v vsakdanje življenje, ostane le pri tem, da smo nekje nekaj prebrali. Avgust bo za vas mesec, ko je prav, da spregovorite svojo resnico,
svoje nauke, svojo modrost, da poslušate svojo intuicijo in če imate občutek, da imate na drugi strani nekoga, ki nikakor z vami ne resonira, se imate vso pravico odmakniti, brez da bi se opravičevali. Včasih se malo ujamemo v to, da se pol opravičujemo, pa da nam je bed, pa da se počutimo slabo, pa da imamo občutek, da ni bilo v redu, da smo se odmaknili. Prav nobene potrebe po tem, da bi se opravičevali, ni. Število življenjske poti 8. Tale osmica vam bo dala vetra. Od vas se bo še prav posebno pričakovalo, da ste odločni in da naredite nekako inventuro, da temu tako rečemo, se pravi, kaj ja, kaj ne. Se spomnite tistih mehurčkov v začetku oddaje. Veliko bo možnosti, veliko bo izbire, zdelo se bo, da jo je preveč, da si je kontradiktorna, da ne veste čisto dobro, kaj bi izbrali. Po eni strani bi vam hoče življenje reči, kaj pa, če imate lahko vse, kaj pa, če ne bi bili tako zelo črno-beli, kaj pa, če bi razmišljali širše, kaj pa, če bi sprejemali več, kaj če bi ta vrata malo odprli, ali bo ostala le majhna šina. Po drugi strani pa ravno v toliko izbire se včasih zmedemo, ampak na koncu, upam, ugotovimo izmed vseh teh mehurčkov in izbir in možnosti in želja, najdemo sebe. Prej smo rekli, trojka kot polovica osmice je tista, ki ima bujno domišljijo, ki vidi barve, ki vidi odtenke, ki ni črno-bela, torej tudi vaše življenje avgusta naj ne bo črno-belo, naj bo čim bolj barvito, naj bo čim bolj povezano s čudeži, naj bo čim bolj povezano pravzaprav z vami. Kajti za vas v tem trenutku je število 7 pomembno. Kaj je bistvo vas? Kajti, ko boste okrepili bistvo sebe, boste manifestirali tako in tisto, za kar ste se rodili. Torej, za vas je tale avgust še posebej pomemben, kajti obeta se vam razmah možnosti vašega lastnega poslanstva. In še število življenjske poti 9, tudi pred vami je dinamičen mesec, torej boste bolj odločni, lažje se boste odločali, lažje boste izbirali, lažje boste vi, resnično vi, se pravi, manjša bo verjetnost, da vas bo nekako malo razblinilo med možnostmi, čeprav tudi, ampak ravno v tem razblinjenjem, ko postanemo eno, to je koncept, ki je vam zelo blizu, lahko najdemo sebe kot delček neke večje celote. Zdajle avgusta vam bo ta celota pomagala pri temu, da ste, kdor ste. Se pravi, za vas je še posebej pomembno, da ste obdani z ljudmi, ki verjamejo v vas, z ljudmi, ki so vam energijsko podobni, torej ljudje, ki so izrazito pohlepni, škodoželjni, maščevalni, zagledani vase, sebični in tako naprej. V tem času naj ne bodo v vaši bližini. Avgusta in septembra je za vas še posebej pomembno, da ste obdani s pozitivno energijo, z visokimi vibracijami, kajti tudi vi pospešeno manifestirate, tako kot mi vsi avgusta, ampak za vas je to še posebej pomembno. Ker ste povezani s humanitarizmom, ker ste povezani z globalno, z veliko, večjo energijo, pomeni, da se to, kar vi oddajate v svet, toliko hitreje tudi dejansko pride na drugi konec sveta. Torej, avgusta se odločajte za tisto, kar vam prinaša mir, kar vam prinaša občutek namena. Niste se rodili zato, da bi sedeli in televizijo gledali, verjamem, da to že veste. Želite si imeti nek vtis, nek odtis, neko pozitivno posledico v svetu. Avgusta vas energija podpira točno v temu, torej stran od vsega, kar je negativno. To je bil pregled od 1 do 9, povejmo pa še malo o avgustu. Avgust bo iz vseh nas ven izluščil več odločnosti. Rekli smo, prvi korak bo seveda izbira. Prvi korak so neslutene možnosti. Ampak živimo v zelo zanimivih časih, ko vendarle ne vemo, kaj bo odprto, ne bo zaprto, kakšni bodo ukrepi. In mnogokrat ravno ta občutek omejenosti in kalupa, tega, da ne moremo dihati, to, da imamo občutek, da so nam kratene pravice, to, da imamo občutek, da ne moremo biti mi, to, da ne vemo, kaj bo jutri, še manj mogoče razumemo, kaj je bilo včeraj, ali pa variante tega, kaj je bilo včeraj, so si zelo različne, nam pravzaprav prinaša veliko darilo. Torej, v vsem tem, v vsej tej zmešnjavi, v vsem tem pritisku, v vsej tej negotovosti, v vsem tem ugibanju, kaj bo, ne bo, koliko valov bo, nas bodo zaprli, kako nas bodo zaprli, kakšni bodo ukrepi, kaj bo to vse potem za sabo prineslo v obdobju leta, 2 in tako naprej, pravzaprav razkriva naš lasten karakter.
Kadar smo v stiski, kadar smo pod pritiskom, se pokaže, kakšna oseba smo. Saj, ko doma sedimo na kavču in pijemo kavo, smo vsi the best, vsi vse vemo, teorijo vsi obvladamo, vsi vemo, kako je prav, kaj je politično pravilno in korektno in prijazno in ljubeče in razumevajoče, da rečemo, ampak v praksi včasih ne zmoremo. In če vidite nekoga, ki ne zmore, dajte biti predvsem sočutni. Po vsej verjetnosti ta oseba izhaja iz svojega lastnega strahu, iz svojih negativnih, slabih izkušenj, iz razočaranj, kar velja tudi za vas. Jaz verjamem, da tudi vi imate za seboj razočaranje, izgubo, bolečino, morda v tem trenutku ste tudi vi preobremenjeni, vas skrbi, ne veste, kako bo jutri, morda imate tudi vi težave z zdravjem, imate težave v ljubezni, v čemarkoli, morda niste v svoji najboljši koži. Prvi korak je vedno razumevanje, da pač nismo tako zelo močni, tako zelo srečni, tako zelo zdravi, tako zelo polni energije, navdušenja, radosti, ljubezni in tako naprej, kot bi si želeli, da bi bili. To ne pomeni, da nikoli več ne boste. To pomeni, da smo potrebno prepoznati ta trenutek takšen, kot je. In število 8 opisuje ravno to. Ko govorimo o afirmacijah, govorimo o energiji, ki si jo želimo, energiji, ki jo želimo okrepiti, ki jo želimo morda celo priklicati, ki nam sicer ni domača. Ampak, tako kot smo rekli v začetku, vsi imamo kdaj dober in vsi imamo kdaj slab dan. Tudi če imate avgusta slab dan, ga dajte obdati, tako dan kot sebe ali drugo osebo z ljubeznijo, svetlobo, samo ljubezen zdravi. Še več jeze ne bo prineslo rešitve, bo prineslo še več razkola. Še več strahu ne bo prineslo zdravljenja, pa tudi nevarnosti, ampak še več skrbi, slabega počutja, krča, zakrčenosti. Še bolj negativno bomo gledali na vse, kar se dogaja. Včasih zaradi lastnega strahu preprosto ne zmoremo videti tisto, kar je dobro okoli nas. Torej, avgust po eni strani je mesec, v katerem izbiramo, tako kot pridemo v, ne vem, slaščičarno in se odločamo, katere okuse sladoleda bomo izbrali, tako podobno izbiramo, kdo smo, kaj je tisto, kar nam je dobro, izbiramo, kaj bomo poskusili, pa mogoče ugotovili, da nam ni tako zelo dobro, saj tudi pri sladoledu se včasih uštejemo. In obenem krepimo svojo lastno notranjo moč. To pa seveda ne moremo, če smo doma zabubljeni, v vato zaviti na varnem. Torej, avgust ne bo dolgočasen, pritiskal bo pa na vse tiste naše gumbe, kjer imamo mi občutek, da nismo močni. Podobno se je dogajalo marca. Torej, malce se ozrite nazaj na izzive meseca marca, na izzive, ki ste jih presegli, niste presegli, kajti na nek malo drugačen, malo bolj zrel način se bodo pojavili še enkrat. In jaz verjamem, da tekom življenja se vedno učimo, ga pobiksamo, še ga bomo pobiksali, torej ne bi se preveč hodovati na sebe, če se to zgodi. Predvsem pa imeti v mislih, da vse te izkušnje, ki so pred nami letos in za nami letos in v tem času, gradijo nas kot ljudi. Torej, moje zadnje vprašanje v današnji oddaji vam je, kakšen človek si pravzaprav želite biti in kakšen človek s svojimi mislimi, dejanji, besedami, gestami, energijo ste. Dragi moji, hvala lepa še enkrat za vašo družbo. Želim vam fantastičen avgust. Še enkrat vas spomnim, numeroskop, več o numerologiji, tudi več o avgustu si lahko preberete na moji spletni strani www.lili-urum.com. Če imate kakšen predlog, kakšno vprašanje, potem se nam pridruži Jakob in nam pri tem pomaga, pa kar z besedo na dan, ls@lili-urum.com je mail, na katero me dobite. Kar korajžno povedati, vesela bom feedbackov, vedno se odzoveva z Jakobom, potem na vsako 3. ali 4. oddajo. Za sedaj pa vam želim čim več odločnosti in čim več tistih možnosti, ki so za vas in za cel svet dobre. Pa, pa!